Derbi kroga je potekal v Ljubljani, Olimpija je doma pričakala nogometaše Domžal. Lani je tule domžalska ekipa dvakrat že zmagala, enkrat v pokalu in še enkrat v prvenstvu. Olimpija pa ima letos nekoliko drugačne načrte. V prvi tekmi letošnjega prvenstva je doma namreč premagala Gorico s kar 4-1, potem pa še igrala neodločeno pri Zavrču. Prva akcija tekme za domače nogometaše, žoga je končala mimo vrat, potem je poskušal še z glavo Henti, tudi on je zgrešil, nato pa je izjemno lepa akcija Domžal, Vetrih Skupic in Trajkovski za 0-1. Gol v mreži domačega moštva, neobranljivo je zadev Dejan Trajkovski in popeljal Domžale v prednost v 16. minuti. Po lepi akciji Domžal je torej Dejan Trajkovski prvič zatresel mrežo nasprotnika, odkar je igral v prvi ligi Telekom Slovenije. Tik ob vratnici, neobranljivo za Aleksandra Šeligo. Potem pa še ena črna akcija za Olimpijo, to je bil rumeni karton Matica Finka, drugi rumeni karton za tega nogometaša in izključitev Finka z igralcem manj je še v prvem polčasu ostala ljubljanska Olimpija. Potem priložnost za Hentija, po desni strani je prodiral Šporar, našel Hentija, ki je meril previsoko za Nejca Vidmarja. In še v samem zaključku prvega polčasa trčenje dveh nogometašev na igrišču, ostri protesti Marjana Pušnika, ki je že dobil opozorilo in moral tudi on predčasno na tribuno. Takole je bil izključen trener Olimpije. V zaključku prvega polčasa pa še ena akcija Ljubljančanov, lepa globinska žoga proti Hentiju, ki pa je meril previsoko. Drugi polčas in prva akcija v 59. minuti oziroma še en rumeni karton za Olimpijo. Rok Kronaveter je prejel še svojega drugega in tudi on je moral predčasno pod prho. Tudi on je bil izključen in Olimpija je nadaljevala le z 9 nogometaši v polju. Naslednja akcija za Domžale, vdaleč je poskušal rezervist Horvat, močno ampak brani Šeliga, potem pa kot za Domžale, podaja pred vrata je bila to in priložnost za Majerja, ki je stresel vratnico, ostalo je pri minimalni prednosti Domžalčanov. Ob koncu dvoboja pa še izjemna akcija Domžal, takole je prišel pred vrata Mance, ki je vstopil v tem drugem polčasu in v svojem debiju je zatresel mrežo Olimpije. Antonio Mance, mladi 19-letni hrvaški napadalec, je takole debitiral na najboljši možen način z zadetkom in popeljal Domžale do nekoliko izdatnejše prednosti. Kot zadnji je streljal še Amadej Vetrih, močno ampak premalo natančno, na koncu pa Olimpija Domžale, zmaga gostov 0-2. Ja, ne vem, zakaj bi bil tako težek poraz. Sami ste dejali, da dva igralca manj, težko je proti tako dobri ekipi držati toliko časa brez izključnega igralca in potem še drugega. Čestitam fantom za borbeno, požrtvovalno igro, Domžalam za zmago, vse ostalo pa res ne bi rad komentiral. Ja, težka tekma, tudi na koncu, ko smo imeli situacijo, kjer smo vodili in imeli dva igralca več, smo se enostavno bali, da bi to lahko se spremenilo v neko drugo smer. Smo imeli dobro kontrolo, čestitev bi in izkazal spoštovanje do tega, kar so naši fantje danes odigrali, ker je evidentno, da bo tukaj zelo malo ekip vzelo vse 3 točke, ker enostavno Olimpija je kvalitetna.